Sonč, Christmas edition vlogu! December je tukaj! Veseli december! Sicer letos Božič bo malo čuden, ker pač korona. Ampak mi se ne dava, nama je Božič še zmer zelo ljub letni čas. Še preden pa začnemo s samim vlogom, imava eno zelo pomembno informacijo. Na koncu videa sva za vas pripravila nagradno igro oziroma giveaway. Poleg tega pa vas čaka eno prav posebno presenečenje. Zato ostanite z nama do konca. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Ponč pa Sonč. In danes bova najino majhno gnezdece začela z božičnim vzdušjem. Neobitno, basically we will suit up this place. And suit up! Ampak še preden postava božično drevesce, si je treba pričarati božično vzdušje. Da pa si pričaramo pravo božično vzdušje, pa najprej treba narediti kuhančka. Kuhančka! In sicer tukaj imamo že nekaj osnovnih sestavin, pomaranča, limona, vaniljev sladkor, valjda vin, rum, klinčki, cimet, Še skrivnostna začimba. poper. Ker nimamo cajta vsega naštevati, pa ko se dela, bova dala recept za Ponč, Sonč, kuhanček v opis videa. Tako da lahko tudi vi doma pijete točno tak kuhanček, kakor ga pijeta Ponč pa Sonč. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Pinkolo, pinkolo. Lega, ki mi je polštar odklopil, je že 7 ur. Fikus gre papa. Ja, zakaj? Se seli. Ne fikusa predstavljati. Fikus se seli. Papa fikus. In zdaj ga vždala sem, ker nam uriveš nad svetlobe. Ja bo. Se on je zdaj že navajen. No bo ta pa saj s kaktusem skupaj. Se bo imel družbo. Poglej ga. Ta je pa malo več, kot na zadnje, ki so ga dala sem gor. Skoraj do stropa. Prav žalostno je zdaj tlele. Kar prazen je. A ne? Ponč, jaz imam občutek, da imamo video ful veliko smrekca. Tako da to gre vse stran. Za smrekca čez celodnevno. Ja, zdaj je to dala čist na drug planet. Ja, kaj bo smrekca? Hej, Cindy. Tako boš zdaj jedel. Ne. Ti už tako jedla, ker nisi bila pridna. Tukaj boš jedel. Klele se okraski. Klele se smrekca. Nač, ti kar tole postavi, jaz sem pa tamle, ko bom jedel, sedel pa pivo pil pa te gledal. Kuhančka pil. Kaj kuhančka pil? such pleasure do you bring me.
To je pišel kar vse, no bi vse naletel skup. Ja, ne, jaz On bi sem... dal bleščeče skup, pa mat skup, pa navadne sijaj skup, vse en čez drugega. Sej, to je samo zato, da ti lahko tle bosa špilaš, pa da poj premikaš tole. No, ampak zdaj imam pa najpomembnejšo nalogo. Jaz mislim, da si jo lansko let imel ti. Ja, In da si jo imam pa jaz. mislim, da sem jo jaz lansko let, ja. No, tako da bo dala zvezdo gor na vrh. A to poj uradno Božič. Ja, zdaj se pa uradno veseli decembr začenja. Kaj ti to? Čak, zdaj moramo se še... Tako se na postran dala, kakor jaz, ki sem z novoletne zabave lansko let čudan. O, bog! Aj, se letos boš pa najbrž le doma. Lej, koliko sem v stilu sprikca. Ja, prav krasna si. Prav ime imava se. No, ampak lej, kaj nam je zdaj? Kaj? Darila. No, hit postav. A bi bomo pisala? Prav. Ampak bleščice so pa čist povsod, a ne? Hoč se sa. Več se ni zgodil. Lej, kako je priden. Ritko. No, zdaj pa kaj ta lepa smrekca postavljena, pa pridejo na vrsti darila. Letos smo vam midva darila malo bolj osebne narave. Zdaj, ne mislim tega, da so specifično za vsako osebo tako osebno prilagodila. Osebno iz tega stališča, ker sem midva naju dala ful noter. Dobesedno. Torej, darilo pripravljava že cel let. Začela sva marca, ko sva v bistvu začela delati na vrtu. Vse sva nakupila, pač tele zelišča sva tako gledala, da jih bo malo več, da bomo imela veliko zalogo. Rožmarin sva nabirala na morju, tudi v Velebitu, je velebitski rožmarin. Tako, tam, na Jurija 200. Ja, pa je predvsem dober, mislim, se ga imamo tudi doma, ampak se nam zdi velebitski veliko boljši od tega, taka drugačna. Ja, ta prav avtentično mediteranski. Nahajamo se na 1004 metrih. Ja, pa je Aleks v bistvu metovčka pripravljal metin liker. Tako. Tako da to malo, to se je cel poletje pražal tam lezuni, ste zihar videli na kakšnem storiju. Pa seveda pa še druge začimbe, se pravi origano, rdeča bazilika, navadna bazilika, vse živo ni da ni. Tisti, ki ste nam napisali, pa zakaj rabiš pizzi, smo 100 ton rožmarina. Ja, vse je bilo z namenom v malo večjih količinah. Ja, in so nama pisali, ja, to imata pa za cel mest rožmarina. Vse je z razlogom. No, zdaj pa upava, se pravi, zdaj je začetek decembra, mi da pripravljava ta darila. Upava, da bova uspela do objave tega vloga že ta darila razstalati ljudem, bomo videli, kako bo s tole karanteno, pa s temi občinami, kamor ne morva. Če uspeva to razstalati, super, če ne bo pa tako mal spoiler za nekaj, bojo dobili pol januarja. Kaj, se to smo pa že videli, ko bomo dobili. Sorry, ne veva kako bo, upam, da se občine čim prej odprejo. Pa da se kaj vidimo končno, a ne? Ja, da greva družino pogledati, prijatelje vse, ker tlele sva res čisto izolirana. Mene ona že obživčat spravlja. Ne, pa ne. Bomo videli, pač upimo na najboljš, pa upimo, da prej razdeliva darila, ker bo ta vlog objavljen. Tako. Ne samo, da sva začimbe cel let pripravljala, tudi telele vse stvari sva naročila že 2 meseca prej, da bojo javno počasno tukaj. Tole sva sicer naročila v Sloveniji, kjer je pač steklo in ne veš, kaj bi se zgodil. Tole pa je seveda eBay, tele razne nalepkice, ki so toliko poceni tam. To, zdaj pa dava to na stran, pa prineseva začimbe. Ok. Teta Pehta je zvarke pripravila. No, kaj sva vse pridelala, se pravi. Tukaj imamo lovorjeve liste, zeleno baziliko, ki sva jo zblela, ta bo v bistvu bolj za naju. Pa imamo velebitski rožmarin, pol je rdeča bazilika, peteršilj, ki sva ga tudi zmlela, origano, pa velik mete za metin čaj. Ej, Punč, da se spomniš, kako delajo vloženega klelenu? O, vem. Najprej je bilo treba to vse zasijati, pa pustimo ta vrten del. Poj, ko je bilo to enkrat kaj zrasel, je bilo to treba posekati.
je bilo to treba oprati, da je šla ven vsa zemlja, pa vsa golazen, te kakšne majhne stvari, ki so noter. Pol je bilo to treba vse posušiti. Sušila sva v bistvu čistko, bom rekel, tradicionalno, se pravi na une pokrove. Pol pa to 2 tedna bilo tam V Korilenci, ja, imela sva celo bajto razstavljeno teh začimb in vsega. Ja. Ko se je to posušil, je bilo treba vse odtrebati, pa v te velike lonce spraviti. Tako da, enih ur. Veš, kakega Harry Potterja smo poslušala na audiobookih? Pružene živce mi je šlo, en cajt sem hotela kar obupati, sem rekel, ma klin delata darila, nova tega dela. To je čist preveč cajta za to kukarata. Ampak se pa splača zdaj, ja ne? Se pa splača, ja. No, takole izgledajo najne začimbe, moj balašca. Sva pa se odločila, da bova še zmeri malo pogledala, komu je kaj všeč. In sicer, naprimer, moj foter ima ful rad origano na pici, tako da njemu bova seveda dala origano. Kakšnemu drugemu pa kaj drugega, kar misleva, da ima pač rad. Kar je najbolj zabavno pri tem projektu je to, da so te orečke oblikovane, da imajo v bistvu zip, potem imajo pa še na heat sealing, pač se pravi, da se zapopa skupaj. Ne vem, ko ne to rečem. Ja, da se z vročino zalepijo skupaj. Mi da sicer ne vemo, kako točno bo to delovalo, tole je zdaj ta prva vrečka. Sva pa nekako pogruntala, da bi mi dva to z likalnikom za lase skupaj spopala. Bomo videli, če bo to delal. Cela bajta je razmetala, darila so povsod po kavču. Povsod. Sem imela celo proizvodno, ej. Ja, danes pa res. Takole? Ja? In pa sem z likalnikom, da bi pusti samo. Sem da ne boš ti cune zakurla. Ja, upam, da ne. Hočemo probati. Dajmo probati. Ojoj. Misliš, da je? Ne vem, kako dolgo ne držim, če znam še z druge strani. Zleva pa ne znam. Ja, težko je biti levičar, vidiš. Po mojem, da je za silo. Pa imamo metin čaj. Po mojem, da je. Bajta, ne bova te zažgala, je prav? Ponč, kva delaš? Delam se, da sem kokain dealer. To vse na tehtanco, da imajo vsi enak. Je da nam kdo rekel, da je premalo dobu. Tako. No, medtem, ko sem pa jaz darilčka pripravljala, je pa Ponč že kosil naredil. Bo dober. Pa treba metovčka preliti in sicer imava ene, mislim, da 2-3 različne variante. In Alex si pač ni pameten pisal na flaše, kaj je to prelival. Tako da zdaj bo najprej ena manjša degustacija, da sploh ugotovimo, kjer je kjer, da pa veva, kam jih popredalčkati. Tako. Noč, greva na degustacijo. Činkolo binkolo. Evo ta prvi. No, pa ga probajva. Činkolo binkolo. Ta junka je z džinom. Ja, se čuti. Ja, Če je narejen. Zdaj sem me pa Ponč kar malo napil. So vse degustirala. Glejte, koliko flaš mava. Degustacije so težka stvar. Najprej so te na mizi, a ne? Ampak to še ni vse. Bo se še te v škatli. Ponč, Stari. napil si me prav na hit. No evo, to so v bistvu 4 različni produkti. Pač eni so malo bolj sladki, eni so majčkeno bolj alkoholasti, eni imajo džin, eni imajo šnops, eni imajo nekaj tretjega, tako da se vidi v bistvu že po barvah. Ta je zelo tak zelen, ta je full bled, rumen, te dva sta pa dosti podobna, sta pa tako rjavkasto oranžna. No evo jih. Tup, 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 tup. In so tako lepo opremljene, činkolo binkolo,
od Ponča Sonča. Zdaj pa treba darilčke spakirati, da bojo lepa. Sicer mi je Ponča cel dan pomagal, a ne? Ampak to pa ni lidil zate, a ne Ponč? Mah, kje? To se meni ne da. Te se zmeša, ti plot na metu, pa to je to. Je valjda, dobri. This flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. Ponč, jaz sem toliko zmatrena. Cel dan sva delala za darila, sem ti rekla, da bo šel cel dan. Ura je 11 zvečer. Jutri je šiht. Jutri je štik, danes je nedela, pa tuš morava še cune moram zložiti. Rekli so, bodi odrasel. Pa rekli so tudi, da bo ful zabaven. Ampak ni. Ampak, lej, darilčka so pa ful lepa pa od srca. Ja, evo jih, takale so. Sicer zgledajo, kot da jih je en reven človek podaril, pač škrniclo, štekaš. To je fora, da se v škrniclu, kaj tak natural, naraven look. Ok, hipstersko, zdaj se gremo hipsteri. Pa te škrnice sploh niso bili poceni, da nehi. Lepi, so lepo Malo te hecam tiško. Kot obljubljeno na začetku videa, je čas za nagradno igro. In verjetno se vam že sanja, kaj bo za nagrado. Če ste pomislili, da bo darilo talele paketek, ki sva ga pripravila tekom videa, ste imeli prav. V nagradni igri sodelujete tako, da se naročite na najin YouTube kanal, potem spodaj pod tem videom napišite v komentarju sodelujem. To je seveda poleg komentarja, ki ga tudi tako lahko pustite, recimo, da je bil ful dober video, a ne? Potem pa skočite na najino Facebook stran in tam najte objavo v nagradni igri in jo seveda delite. Časa imate do srede 6.1.21. Poleg nagradne igre pa so se odločila, da podariva še en set. Toda ni edin, dva bosta šla ven. In sicer, glede na to, da leto 2020 prihaja k koncu, bi izkoristila to priložnost, da se Ponč in Sonč zahvalva vsakmu izmed vas za vsak sleheren ogled, ki ste nama ga namenili, za vsak like, za vsak komentar, ki ga puščate pod najnimi videi. To nama res ogromno pomeni. V bistvu se sploh ne da po moje opisati, koliko. Pač stvar je taka, to je nekako edini način, da tudi mi dva veva, da delava pravo stvar, da sva na pravi poti. Poleg bo pa to z nekimi koristnimi nasveti glede potovanj ali pa z nekimi najnimi forami, pa kao nekimi zabavnimi vložki, s katerimi vam nekako probava popestriti včeraj. Ampak je pa med vami nekdo, ki je to leto še res posebej izstopal. In sicer naj je celo leto filal samo pozitivno energijo, je nekako redno spremljal najine dogodivščine, puščal lajke, komentiral. Včasih sva še celo dobila kakšen privat sporočil v najen DM. In jaz mislim, da en tak fan, če temu lahko rečeva, si zasluži nekaj posebenega. Ker tako podporo res ceniva, sva nekako gruntala, kako zdaj nekako to povrniti, nekako dati vedeti tej osebi, koliko nama to res pomeni. In iz tega se je rodila ideja, da podariva eno tako plakito, kot temu rečemo. In sicer so temu to kar poimenovala Top Ponč Sonč Fan leta 2020. Zdaj ta top fan ideja v bistvu nama je celo toliko všeč, da mogoče jo kar implementiramo vsak leto. Se bo obdržala, ne? No, pa nehajmo filozofirati, kdo je Top Ponč Sonč Fan leta 2020. En drumroll, prosim, Alex. Top fan leta 2020 je Tina Blue Angel! Tina Blue Angel! Tina, iskrene čestitke za vso podporo
podporo, ki nam jo daješ, za vse komentarje, za vso pozitivno energijo. Iskrena hvala. Tako da, dej, prosim, jav se nam malo v privat sporočil, tako da se zmenimo, kako bo tale hudič priplaval do tebe, a ne? Zdaj se pa kar vrnemo še k koncu dejanskega videa. Ampak pri nama Božič ni ta prav Božič, dokler Alex ne da na Tracerja kapco. Ja, sam jaz ne vem, kje je kapca, nekaj sem jo dal. Vse bova najdla. No, dej, potrud se, da v Božič ta prav Božič. Če ne vem, kje je. 3 days later. Tri dni kasneje. A snajdu? In kje je bila? Ja, predal, kje pa? No, ampak Evo, zdaj se pa Božič uradno začenja. Jej, Tracer, pa kva ti delaš? Ti snuman. Ja, pa zdaj ga pa podaril. Tracer v kapco. V glavnem, upam, da ste uživali v tem malo bolj praznično obarvanem vlogu. Dajte se naročiti na najin kanal, to je tisti rdeč gumbek tam spodaj, ki piše naroči se ali pa subscribe. Poleg tega, če stisnete všeček oziroma like, je tudi ful super, zaradi tega, ko po YouTube reče, aha, ta video je cool. In ga poje še vsi ostali video. In je to samo dobro za naj. Tako da ja, subscribejte, lajkajte, napišite kakšen komentar, oziroma, ker smo bili pri komentarju, dajte v komentar napisati, kaj ste pa vi letos podarili svojim bližnjim, prijateljem, znancem. Mogoče dobiva kakšno ful dobro idejo za naslednje leto darila. Ja, v bistvu že ideje za daril je tako pol dela narejenega, tako da nam boste spet ful pomagali. To je to, lahko noč, lepo bodite, radi se imejte, pa uživajte v teh praznikih. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau. Čau.